Dobro, torej začenjamo to duhovno obnovo. Premišljevali bomo večinoma skrivnosti veselega dela rožnega venca in danes torej učlovečenje, kot se naj bi pravilno naglasilo v slovenščini, in je tudi prav tako. Torej, poznamo to pesem, Vi oblaki ga rosite, in to je Rorate čeli, prerok Izaija, hrepenenje po božji pravičnosti, ker že rodovi pred Kristusom so hrepeneli po odrešeniku in v stari cerkvi, v antiki, se lepo že začelo prepevati to, ne. In lahko rečemo tudi pred Kristusom, torej izraelsko ljudstvo je bilo cerkev, ne, v smislu prvi Izrael, ne. Potem novi Izrael je seveda cerkev. In torej pravičnik, ki naj bi prišel iz nebes, vi oblaki ga rosite, vstopna pesem, pri zornicah in tako naprej. Torej najprej prva kitica, milo so ljudje zdaj hvali, v grehih in temi ječali, ne, se poznamo. Bog je bil potem zemljo preklel, greh ljudem nebesa vzel, ne. To je ta prva kitica, tako pravi. Potem cenzura je seveda naredila svoje, imamo tudi različico cenzurirano, bridko so ljudje težili, v grehih in temi tonili, zapustili so Boga, pot zaprli do neba, ne, to je cenzurirana verzija. Vidite, da je precej različno, ne. Torej, seveda Bog je zemljo preklel v tem smislu, ne da je zavrgel, ampak spominja na poročilo o tem izvirnem grehu, ne, 3. poglavje 1. Mojzesove knjige. In posledica tega greha je seveda, da se mora človek potem truditi za svoj vsakdanji kruh, da je delo težko, zemlja rojeva tudi trne in osat, se pravi, da dela težave, da so te naravne nesreče, tudi to pomeni in tako dalje, ne, to bi lahko vse obširno govorili, pač posledice tega greha naših prvih staršev, to opeva tudi ta pesem, ne, in seveda tudi Rorate čeli, ne, v tej prvi kitici, ne razsrdi se Bog, ne, govori, in tudi sem slišal ene menihe, je bila pa tudi brez te prve kitice, ne, ker Bog se ne več srdi, ne, zdaj po novem, tako da to. Vse zadeve, ne, ampak še bolj to, človek je hotel biti kakor Bog in zaradi tega je izgubil tudi to bližino, to prijateljstvo z Bogom, izgubil tudi vse tiste kreposti, tiste vrline, tiste zmožnosti, sposobnosti, ki je imel zelo razvite, ne, precej bolj kot jih imamo ljudje zdaj, ne, ker z vsakim rodom je slabše, pač mi še zdaleč ne moramo biti tako dobri, kot so bili očaki, ne, tako da to. Te zadeve, ne, Bog je postal človeku tujec in greh mu je zaprl nebesa. Vemo, kako je tam zastraženo in vse tiste zadeve, ne. Potem druga kitica, Oče večni se usmili, zemlje bridkih bolečin, da bi se ljudje rešili, se ponudi Božji sin, angel počasti devico, prvo v čednosti kraljico, vse izpolni nje srce, kar Gospod ji zapove. Torej, Bog kot usmiljeni oče, ki noče, da bi človek živel v bedi, in to odrešenje, ki je izraz Božje ljubezni, dobrote do sveta. Potem drugi del kitice namiguje na to zgodbo oznanjenja in se pravi učlovečenja, ne, se pravi nad angel Gabriel, Mariji prinese povabilo, da postane Božja mati, in vemo, to se konča s privolitvijo Marije v Božji načrt, odpre nebo, ki je bilo do tedaj zaprto, in res, da bi predrl oblake in prišel, ne, se pravi, ravno to se je pravzaprav zgodilo, ne. Spet ta povezava med nebesi in zemljo. Prvi človek, ki se je Bogu zoperstavil, Adam, ki pomeni zemljan, tisti, ki je narejen iz zemlje in tako naprej, ne,
In novi Adam, ki se pa drugače odzove. Prva Eva, ki se tako odzove, kot se je odzvala, in nova Eva Marija, ki pa svojim da oziroma zgodi se omogoči, da se nebesa sklonijo k zemlji, s tem, da večni prevzame človeško telo. Ne? Prvi Adam, človek, zgubi nebesa in prva Eva, ne? Novi Adam, nova Eva pa potem pridobita spet. Bog takrat reče, prekleta bodi zemlja in tako dalje, ne? In vse tisto našteje, ampak potem tudi obljubi in kasneje pošlje zveličarja odrešenika. Ne? Sovraštvo mu naredil med teboj in ženo, med tvojim in njenim zarodom in pokaže, da seveda ta zadeva bo nekako rešena, ampak da bo ostala seveda posledica, ne, ta ranjenost na peti, ne, spravi boš zalezovala njegovo peto, ne, spravi to. In na to skrivnost odrešenja, tretja kitica vriska nas spodbuja, da smo Bogu hvaležni za dar odrešenja. Zgodba sveta in vesela je odprla vsem nebo, glej, devica je spočela, večni je sprejel telo, pred Gospoda pokleknimo, se mu milo zahvalimo, blagor tebi revni svet, greha kmalu boš otet. Torej to božje učlovečenje, ki doseže svoj cilj v Kristusu, ampak se potem izvrši na križu. Vemo, kako pravi ena od resnic, da se je Bog sin učlovečil, da bi nas svojo smrtjo na križu odrešil in večno zveličal. Torej namen, cilj tega človečenja je odrešenje na križu, spravi trpljenje in križ. Zato tudi Edith Stein je pravilno to premišljevala. Ne? V zadnji kitici torej se ne opeva več te zgodovine odrešenja, ker se je prej opevala, ne? Ampak se zaupno obrača k Gospodu. Iz te veroizpovedi vemo, ko govori o Bogu oziroma Kristusu v tretji osebi, nastane neka zaupna molitev, neposredno nagovarja človeka, ne, potem Kristusov prihod na svet pred 2000 letjama ne obrodi, torej tudi v našem življenju bogate sadove, predvsem s pokornost, in bomo lahko uživali ta nebeški mir. Mi sami si miru ne moremo zagotoviti, se pravi, knez miru nam ga je prinesel, ne, naš Gospod Jezus Kristus. Advent je torej čakanje na Kristusov tudi drugi prihod. Za vsakega od nas bo to ob smrti, ob koncu časov, tega človeškega časa in tako kronološkega, bo pa tudi prišel soditi žive in mrtve. Zato se sklene pesem Vi oblaki ga rosite s prošnjo, da bi bili v tem trenutku na desni strani med ovcami, kakor je to orisal evangelist Matej v svojem besedilu o poslednji sodbi. Takole se glasi še ta zadnja kitica: O zveličar, pridi skoraj, spolni, kar srčno želim, moč prinesi mi od zgoraj, da se čisto spokorim. Mir nebeški nam podeli, naj ga uživamo veseli, zberi nas na sodni dan med ovce na desno stran. Torej še enkrat ta primerjava naj bo s spremenjeno različico, ne? Da vidimo zdaj cenzura, kaj napravlja. Se glasi pa takole: Bratje, dosti je že spanja, glas nebeški kliče nas, dan se bliže, noč odganja, zdaj prihaja večni čas, zdaj Boga za moč prosimo, da se bičnost odložimo, da ljubezen svet spozna, da po nas dobi Boga. Čist neki drugega, ne, so se kar spomnili neki. Zdaj još poznate stvari, kako je v tisti mal večji, ne, tisti organistovi knjigi z notami, tako da tam so note cenzurirane. Zdaj, če gremo stolnica, tam, ker so tiste note, so proste knjige vzete, tako da so cenzurirane not. Besedila, nova besedila praktično, ne. Torej, ni več moderno rotiti Boga, da se ne razsrdi, ni več moderno klečati, ni več moderno marsikaj, ne. Tako da to so potem
Skratka, Bog je dal prekletstvo, ampak je dal tudi blagoslov, ne? Kot je rečeno pri Mojzesu, ne? Pred tabo sta prekletstvo in blagoslov, ne? Življenje ali smrt, kaj boš izbral, ne? Tako da to. Izberi življenje, pravi potem, ne? To je bila potem tudi sinoda, ne? Tista, ki je bila pred 22 leti, ali koliko je že bila, ali še več, se ne vem točno. Takrat enkrat, ko sem jaz bil na faksu, začel, no. Skratka, je bilo geslo izberi življenje, ne, zdaj Slovenska cerkev vemo, da je izbrala življenje, ne, vidimo v vseh ozirih, da je izbrala življenje, ne, tako da pustimo. Skratka, izbrati je treba blagoslov, ne, Božji blagoslov, Božjo milost, in ko Marija spočne Božjega sina, se dopolni obljube čas, ne, kot pravi pesem, tudi ena druga, ne, dopolnjenje obljube čas. Čas se je dopolnil, pravi Jezus tam pri Marku, ne. Prišla je polnost časa, prišla je polnost časov, lahko tudi rečemo. 4 sveče na adventnem vencu, 4 dobe pričakovanja, ne. Dolg, zelo dolg čas, ki je čas očakov, prerokov, doba kraljev, kasnejša doba, kjer so tudi Makabejci in tako dalje, ne, se pravi, so obnovili tempelj, pa potem do ta helenistični čas, pa do Kristusa samega, ne, tako da ta 4 dobe pričakovanja. Seveda vemo, da potem eni govorijo o 1000 letih, ne, 4000 let in te stvari, ampak to pustimo, ne, to so protestantske fore, ne, to ni za nas. To je pač 4 dobe, ne, tako je treba reči. Tako da to, in pride do učlovečenja in rojstva. Torej, nekaj od tega sem že govoril na drugo adventno nedeljo, ampak tako, ne. Se pravi, razlika med živalmi in ljudmi, ne, živali, ki seveda imajo tudi dih življenja, ampak nimajo takega duha kot človek, že človeški duh je višji, ne, potem pa tudi, da ne rečemo druge zadeve, ne, se pravi, Aristotel je že to poudaril, potem še bolj razdelil Sveti Tomaž, živali, ki živijo po nagonih 100-odstotno, zakonih, ki jih je Bog dal vanje, človek ima razumno dušo, z razumom, voljo, duhovno dimenzijo, žival živi tukaj in zdaj, ne more živeti v nekem pričakovanju, ne. To lahko živi samo človek, torej pričakovanje, advent, to samo ljudje lahko živimo, ne. Živali nimajo namreč zavesti o času, ne. Človek pa živi v času. Reči ti psu, pridi čez 2 uri, ne, ko boš lačen, ne, pa si je zmeraj lačen, ne, kot da bi bil zadrogiran, ampak tako je, ne. Tako da nima te zavesti, zato tudi ni trpljenja pri živalih, ker mora biti povezana bolečina s časom, z dojemanjem časa. Mora trajati neka bolečina, moramo se zavedati in tako dalje, ne. Zato govorimo torej o tem ustvarjenem času, kronološkem času, kronos, ne, tudi kot se reče, in potem se združi z Jezusom, s tem Božjim časom, z milostnim časom in tako, in postane kairos, ne, ta milostni čas, ali tudi odločilni trenutek, ali tudi dopolnjeni čas in tako dalje, ne. Se pravi, zmeraj, to so že prej uporabljali, ampak potem se to pismo, evangelij, porabi prav za milostni čas, ne, to besedo kairos, ne, se pravi, to uporabi Jezus tudi po svetem Marku na začetku javnega delovanja. Čas se je dopolnil, je prišel do svoje polnosti, to pomeni, ne, uporabi torej kairos, peplerotaj o kairos, ne, se pravi, je prišel ta čas do svoje polnosti, ta milostni čas, ne. Zgodovina, lahko rečemo, odrešenja je prišla do svojega vrha, ne, tako da to. In torej res odločilni trenutek, in tako pridemo sporočilo adventa, 3 ravneh, zgodovinski čas, zgodovinska dimenzija, ne. Torej, resnično se je zgodil v zgodovini človeštva ta odločilni trenutek, največji dogodek zgodovine, in je vrh dosegel potem na Kalvariji, na koncu dopolnil z nebohodom, ne.
kot sem rekel takrat pri Pridgi na drugo adventno nedeljo, Gianni Infantino je rekel, da naslednje leto svetovno prvenstvo, da bo to največji dogodek človeštva, ne, ampak največji dogodek človeštva se je že zgodil, ne, tako da žal, ne, moramo reči, da ne bo drugo leto največji dogodek človeštva, tako da to. Človeštvo je torej čakalo, smo rekli, dolgo dočakalo dopolnitev časov, prihod časa milosti, kar so napovedovali preroki. Glejte, zdaj je čas milosti, zdaj so dnevi zveličanja in tako dalje. Ne so govorili preroki, vidimo pri Izaiju zlasti in tako, tudi pri drugih. So te prerokbe, tako imenovane mesijavske. Torej, približalo se je nebeško kraljestvo. To ne pomeni, je tukaj, ampak je nedosegljivo, ampak delno je že tukaj, po Božji milosti že živimo v tem Božjem kraljestvu, v milosti Božji, ampak še ni v polnosti, to bo šele v nebesih, ne? In to kraljestvo, glede človeštva tudi, se bo dokončno razširilo, razprostrlo ob koncu času. Kristus bo vse vsem, vsi ga bodo takrat priznali za kralja vseh kraljev, za vse vladarja, za pantokratorja, ne? In takrat bo to se zgodilo, ne? Potem druga dimenzija adventa, upodabljanje po Devici Mariji, da bi na duhovni način v sebi, v svojih srcih spočeli, potem tudi rodili odrešenika. To je potrebno nujno, ne? Torej molitveno, sakramentalno pripravljanje duš, da potem s svetim obhajilom tudi obrodimo, ne? Da rodimo Kristusa, ne? Ker torej poveča posečujočo milost obhajilo, ne? Pri spovedi jo spet dobimo posečujočo milost in obhajilo potem, ko smo pripravljeni, ko je duša pripravljena, pač se poveča ta posečujoča milost, obrodimo sad, ne? To ni težko razumeti. Morda najlepše to v pismu Galačanom, 5. poglavje, razlaga sveti Pavel, ne? Te zadeve, se pravi, sodelovanje z Božjo milostjo, ne? Sveti Duh prinaša potem te svoje darove in mi obrodimo sadove, ker sodelujemo. Tako da to je tudi zasluženje, o katerem govori sveti Pavel, ne? Tudi drugi, no. Zasluženje, torej povečanje posečujoče milosti. To je na zemlji, ne? To zasluženje, ta dokončna milost in tako, ne, se dopolni s tem, ko dosežemo nebesa, ne? Tam je enkrat potem ta izpolnitev prav dokončna. Delno je torej to kraljestvo že tu, ampak še ne v polnosti. Tako torej advent kot naše življenje, kot ponovni klic za kristjana, da bi obrnil stvari v svojem življenju, da izbere prioritete, da si postavi red, da se v njem spočne in rodi Kristus, da prične milostno življenje, da bogati to življenje v sebi. In potem tretja dimenzija adventa, dopolnitev našega zemeljskega življenja najprej, ne, se pravi naša smrt. Edina dobra smrt je evtanazija, ne, ali lepa smrt tudi, je samo naravna smrt v Božji milosti, ne. Vse ostalo je grda ali slaba smrt, bi se reklo kako eutanazija, ampak dobro, ne. V sodobni cerkvi vemo, da to pričakovanje je tako, kot je, ne, govorijo o drugih zadevah, nesmiselno, prazno pričakovanje, kar pravijo, da bi morali pričakovati mir na svetu, da ne bi bilo vojn, da ne bi bilo krivic, da bi bila pravica med ljudmi in tako dalje, ampak to je utopija, ne, seveda. To je prazno pričakovanje, tako da sodobna cerkev po eni strani kliče k pričakovanju nečesa, kar se ne bo nikoli uresničilo, kar je nemogoče, in zato je to prazno pričakovanje. Po drugi strani so take stvari, take, ki ne izpolnijo naših hrepenenj, naših želja, ki so v naših srcih, ne, tako da to. Mir na svetu, okoljska problematika in še tako naprej, ne. Lahko je tudi pomembno v neki meri, ampak ni to najpomembnejše, najbolj bistveno.
za naše srce, ne bo odgovorilo, ne bo nas nasitilo, napojilo, ne, vemo, ne bomo zadovoljeni. Sveti Avguštin lepo pravi, nemirno je moje srce ali naše srce, dokler se v Bogu ne spočije, tako da to, ne. Mi potrebujemo Boga in tudi svet potrebuje Boga, človek potrebuje Boga, vse drugo ni pomembno, ker če ne smo spet živalska dimenzija, tukaj in zdaj, ne. Kot poje skupina Queen, ne, I want it all and I want it now, ne, se pravi, hočem vse in hočem zdaj, ne, tako da, kot je rekel moj sošolc, ki se ukvarja, da pomaga ljudem tudi z raznimi boleznimi in tako, z dietami, s telovadbami, s takimi zadevami, ne, in se trudi tudi še kar biti, kolikor je mogoče v cerkvi, tej sodobni. Dober kristjan je rekel, da smo instant populacija, ne, in je res tako, ne. To je drugi izraz tega. Spravi, namesto tega treba poudarjati prvenstvo milosti, ne. Prvo je milost, ne. Iščete najprej nebeško kraljestvo in njegovo pravičnost, vse drugo bo navrženo, ne, se pravi, vam bo itak dano, mimogrede, ne, tako da to. Spravi, po milosti Božji, ne, tako prihaja sam Bog v naša srca. In tega tudi mi, tradicionalni katoličani, se premalo zavedamo. Posvečeni, neposvečeni, duhovniki, verniki in tako, ne. In potem brez potrebe se vznemirjamo, iščemo odgovore na nekih napačnih naslovih, ne. Pa neki tipkovnični boji, če temu tako rečemo, pa družbena omrežja, namesto duhovnih bojev, pa povečane skrbi za zveličanje v svojih vsakdanjih, torej stanovskih dolžnostih in tako, ne. Vemo, ne, pač to so te stvari. Ko govorimo o bližnjem, pač govorimo, ne, najprej so tisti doma, za moža je žena, za ženo mož, potem so otroci in tako dalje, ne, red ljubezni, ne, ali dobrote po svetem Tomažu. Sveta Terezija Avelska, Tereza Velika, je rekla, naj te nič ne vznemirja, nič ne plaši, vse mine, Bog se ne menja, potrpljenje vse pridobi, kdor ima Boga, mu nič ne manjka, dovolj je le Bog. Ne. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo la alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Vemo, spet so cenzurirali za tezejski spev, ne, pol tega manjka, ne, tako da to. Poznamo evangelsko pripoved in s tem bomo zaključili o Marti in Mariji. Vsakdanje skrbi Marto povsem prevzamejo in prekine stik z Bogom, ne. Kasneje potem postane zavetnica tudi od naše Marte, kadar je sveta Marta enkrat, kadar se spreobrne, ne. Ampak takrat je pa bila vsa prevzeta s temi zadevami, ne. Torej je prekinila te, ne. To je bilo na prvem mestu, ne. Tako da tudi nas prevzemajo druge stvari, ampak v resnici, kot je lepo rekel François Mauriac v tej Jezusovem življenju, to je Pri ognjišču je šlo, taka knjižica, da blagor tistim, ki znajo v sebi združiti Marto in Marijo, ne, se pravi, pripojiti zraven, ohraniti tisti odprt kanal komunikacije z Bogom, ne. Karkoli delamo, v kateremkoli stanju smo, mi moramo biti povezani z Bogom, mi moramo spočeti in roditi Kristusa v svojem srcu, to je to. To je ta skrivnost učlovečenja, ki mora pričeti kot prihod Kristusove milosti po Mariji v naša srca in potem to kot kvas prekvasi vse naše življenje.